Dovolite, da tudi sam v uvodu najprej iskreno pozdravim našega predsednika Marka Zidanška z njegovo soprogo. Glas. Lep pozdrav tudi našemu sedanjemu vodstvu, na čelu z podpredsednikoma, se pravi Jasmino Opec, Primožem Jevšovarjem, predsednikom glavnega odbora, se pravi vodstvo izbrano našo tu okoli predsednika Marka Zidanška. Dovolite, da prav lepo pozdravim tudi tista dva, ki sta bila ob Jasmini Opec moja podpredsednika v tistem času, ko sem vodil Slovensko ljudsko stranko, se pravi Olga Franca in pa Janeza Tomšiča sem že opazil, ker je tako velik, vem, da ga boste z lahkoto tudi vi opazili. Najlepša hvala za pozdrav in dobrodošlico tako podžupanu, kakor tudi gospodu župniku za blagoslov. Krščanskega blagoslova je potreben vsak od nas, potrebna ga je Slovenija, potrebna ga je Evropa, potrebna ga je tudi Slovenska ljudska stranka. Zato mislim, da je prav, da smo kot zmerna desno-sredinska stranka, tudi naši tabor, začeli tako, da je na vse nas bil najprej dan ta blagoslov gospoda župnika. Vesel sem, da smo v Velenju. V Velenju, ki ga vodi novo vodstvo z našim predsednikom Danijem Gradišnikom, s predsednikom, ki sva tudi sicer sadjarska kolega, tako da najne duše lažje razumeva, in v času, ko sem zaključoval mandat, mi je uspelo to, da sem ostalih v Velenju, gospodu Letoniju, ostalih, da smo postavili tudi to novo vodstvo, in to novo vodstvo je krivo za to, da smo danes tu v Velenju, kajti če ne bi zaupali v njihove organizacijske sposobnosti, nas danes zagotovo ne bi bilo to. Hvala za to delo in tudi verjamem, da boste še naprej uspešni. Danes so ob taborski zastavi bili tudi predstavniki iz Reč, tisti, s katerimi smo organizirali zadnji naš tabor spomladi v bolj hladnem, na rogli zasneženem vremenu v letu 2014. Leto 2014 je bilo razborljivo, zahtevno, delno smo uspeli, doživeli pa tudi določene neuspehe v tistem letu, ko sem sam tudi vodil Slovensko ljudsko stranko. Uspeli smo se Slovencem predstaviti se skupno listo z Novo Slovenijo in dobili zaupanje, da lahko danes z gospodom Peterletom vas zastopamo v Evropskem parlamentu. Žal so predčasne volitve bile za nekaj 100 glasov za našo stranko neuspešne. Verjamem, da bodo naslednje drugačne. Kako so bile drugačne tudi jesenske volitve 2014, ko smo se na terenu med našimi volivkami in volivcami zopet pokazali kot odlični delavci, upravljavci lokalnega okolja in dobili to veliko zaupanje z največjim številom županov in z velikim številom svetnikov v naših občinah. V mestnem času se je zgodilo marsikaj pretresljivega tudi naše stranke. Ko smo predali vodstvo in sem hvaležen Marku Zidanšku, da je na Miklavžu 2014 prevzel vodenje stranke, smo se v določenem krogu dogovorili, da zakopljamo kopja na področju nenehnih sporov na področju kmetijstva, ki so nas na takšen ali drugačen način zaznamovala vse od leta 1995. Žal je ta dogovor zdržal samo do letošnje pomladi, ko so bile dvoje volitve, tako volitve v Zadružno zvezo in tudi volitve v Kmetijsko-gozdarsko zbornico. Žal pa se je ob teh nesporazumih zgodili tudi določeni incidenti, izrekli določene besede, za kar je novo vodstvo moralo potegniti tudi za mnoge dokaj radikalno potezo, s katerimi smo želeli te spore tudi končati. Verjamem in upam, da bo poslej tudi zaradi tega mogoče kakšna dilema znotraj naše stranke manjša. Zagotovo nas pa čaka težko delo, kajti v Slovenski ljudski stranki smo tisti, ki smo hvaležni za vsakega člana, nekaj smo jih sedaj izgubili. Ko pa vas vidim danes v tako velikem številu, pa mislim, da ste tudi vi ocenili podobno kot vodstvo
Slovenske ljudske stranke častno razsodišče, da se mora Slovenska ljudska stranka usmeriti predvsem v prihodnost in zagotoviti bodočim generacijam lepše, boljše življenje. Da se zatekanje v preteklost, spori, ki se pri nas v naši stranki vlečijo glede na dogodke iz 95. leta, slovenskem političnem prostoru, spori, ki se vlečijo vse iz konca druge svetovne vojne, iz časa življenja v skupni državi Jugoslaviji, da to niso spori, ki bodo dali lepši jutri našim ljudem, ampak odločitve, delo na lokalnem nivoju, na vsaki kmetiji, v podjetjih, kjer bomo odgovorili na izzive 21. stoletja, ko bodo v digitaliziranem svetu naši mladi najdli tudi svojo priložnost. V svoji funkciji evropskega poslanca ima možnost spoznati poleg že prej dobro poznane Slovenije, številne evropske države in tudi širom po svetu sem že imel priložnost videti, kam se svet vrti. Najprej lahko rečem, da smo v Slovenski ljudski stranki skozi ves ta čas od 88. leta v Sloveniji naredili veliko delo, kajti če z enem stavku to delo zaokrožim, naredili smo Slovenijo takšno, da danes mladi radi živijo na podeželju. To podeželje ustvarjajo pridni ljudje, kmetje, ostali, ki ustvarjajo na podeželju in v sobivanju, v razumevanju z mestnimi okolji ustvarjamo neko družbo, ki je bistveno manj elektrena družba, kot so marsikatere zahodne družbe v Evropi, kjer se danes soočajo z najrazličnimi terorističnimi pa tudi drugačnimi grožnjami. Mislim, da smo mi tisti, ki nas slovenski prostor zagotovo rabi, da zopet naše ideje pridejo na plano v Državnem zboru Republike Slovenije. Čaka nas trdo delo, če bo vse po normalni poti, so čez 2 leti volitve, na katerih sem prepričan, da bo Slovenska ljudska stranka zopet zarisana v slovenskem parlamentu, kakor je v zadnjem času tudi v javnomnenjskih napovedih prepoznana kot stranka, ki jo Slovenci smatrajo kot potrebno v slovenskem parlamentu. Želim vam prijeten dan tu v Velenju, veliko si imamo zapovedati, izkoristimo ta dan predvsem zato, da se pogovorimo med seboj in da se po današnjem dnevu tudi vsi skupaj zagnano zapodimo v svoje delo, tako v lokalnih okoljih, kakor tudi vsak na svojem delovnem področju, predvsem pa zato, da naredimo Slovenijo lepše. Srečno Slovenska ljudska stranka in prav lep dan vam želim.